Janko, kje je Janko Rejec? Janko bo dobil seveda tukaj oblastniku in vozniku pokal za rejca. Janko Sagaj. Za drugo mesto rejcu Analin Janko Sagaj. Potomec El Ninja, ni še vidite, prvi potomec El Ninja, ki je dobil derbi. Odlično, Janko Sagaj na sulkju in trener Janko Sagaj, rejec Jože Sagaj. Torej, Jože, še po en pokal za mlajši. Prosim, ste se nadejali tega. Pivo je dula. Ali gre, to ne gre, kaj bom stekal. Na zadnje je šlo. Jože, za štalo, ki jo držite po konci, seveda, ki ste začeli tole zgodbo, pa oba sinova, ne na zadnje Jože. Edina kombinacija, kjer je oče dobil derbi, kjer je dobil en sin in drugi sin. Oče in dva sinova, to je težko izvedljivo, mogoče dedek, oče in sin, potem to je še možno. Ampak ta kombinacija pa je verjetno tudi edinstvena v Evropi. Bom preveril, če to obstaja. Dobro ste fante naučili. Jože, čestitke. Jože mlajši, rekel sem, da je vaša v letošnji sezoni igrivost, nasmejanost, sproščenost in to prinaša seveda vse tisto, kar treba. Popolno smeh, kot sem dejal pri očetu. Jože je rekel, da celo ste pomislili, da ne bi šli v dirko. Kaj se je godilo pred dirko? Ni bil dan, smo dan nekaj našli v kraju. Vaš dan ali od konja? Konja pa tak ni nikoli preveč. Ampak res sem slavil to tretje mesto, tako da bo najemil prvi in ni bilo poslušaka zdrave. Ja pa to slavil preslavil to, ki sem res vesel za Janko, ki je to vse popravil, da so res ti konji bili. Ne samo kilometrija, mislim, da so bili daleč pred ostalem, mislim, da konkurenca res dala za me ostalo. In to me je potegnilo to, vse res smo preveliko slavil, ampak enega. Res sem veseli. Dobro, tudi nas je uspet. Meni tako navadno uspet, če je vse koliko toliko znam potegniti konjaki. Res se pač moraš biti stvari, ki se da, kako se niste rekel. Mislim vse, vse dozajanje do danes. Kada je to njih, prva, zadnja in možete da uspet. Čestitke. Bravo Jože, tudi za nasvet. Hvala. Kje imamo našo prevajalko? Pavlo, čestitke za drugo mesto. Takole, za malo je zmanjka zadeve. Morda, če ne bi pustili na štartu drugega mesta in podsumov je bilo kako drugače. Partire non ho voluto proprio rischiare, comunque l'ho fatto in stanzava e sta sempre a rischiare. Ho visto che Mugli comunque è spirato in avanti, dopo la distanza era lunga, ho cercato all'ultimo giro, ho visto che quello che era secondo in corda, quando scedevo ho cercato di scoprirmi per andare in schiena per poi fare la rete. Ho fatto un bel arrivo e ce la siamo giocata, complimenti a Janko. L'arrivo e aver fatto questo diverso e lo ringrazio di cuore per l'Italia la Slovenia perché è una festa bellissima. Takšen kot že dolgo ne. Vem, ko sva tudi govorila kakšen dan nazaj, oziroma da je pritisk neizmeren. Jože je povedal, ohrani mirno kri in odločili ste se takoj za vodstvo. Ja, sigurno sicer bi rekel, da je štart bil malce čuden. Res da je bila na avtoštartu ura nič in avto mora kreniti, ampak ni bilo nobenega zdravja, avto je bil malo prehiter. Mi
Mislil sem sicer prvo, da verjetno štart razveljavljen, pa sem sam malo čakal, seveda to je dirka, derbi, vsi so malce nervozni, noben. Nismo to profesionalci, da bi točno spremljali vse zadeve, takrat si tistem nekem svojem svetu in marsikdo se boji takoj prehitro na štart in potem se zgodi. Potem videl sem, da je avto krenil in sem rekel, nič moram iti, kaj bo, če štart bo, če ne, pa pač razveljavljen. Mowgli je imel res ogromen nalet in je iz štarta prišel na čelo. Potem sem dirko probal malo umiriti, kajti steza je že precej razkopana, bi rekel, da ni bila najbolj idealna, precej težka steza, bi jaz rekel, za te razmere in malce počakati konkurente, kajti prvi krog sem praktično vozil sam. Potem je prišel Pavlov zraven, vedel sem, da je Ana sigurno verjetno najmočnejša kobila. Spet je bilo treba iti, na koncu pa seveda, ker bo boljši in Mowgli bi boljši. Janko, potrditev tistega, kar seveda poznavalci konj vedo. Če prideta približno kobila in žrebec oziroma kastrat enakovredna nekako v zadnjih 100 metrov, da je vedno žrebec moški spol nekoliko močnejši, seveda, če ni kobila toliko boljša. Tako, sicer ne bi to rekel, Ana je po mojem skoraj enakovredna Mowgliju. Res da je Mowgli zdaj mogoče imel tisto prednost iz Budimpešte, ampak če bi samo odločil, kje bo derbi, bi si izbral Budimpešte, kajti Mowgli na tistem hipodromu, kot bi bil čisto v drugem svetu, popolnoma drugačen konj, ne vem, zaradi podlaga, zaradi vsega, samo tam očitno zelo ustreza. Teče izredne rezultate tam, ampak tudi danes tu mislim, da težka steza toliko ne vzame in je pokazala več. Janko, če smo začela s tem, da se je odvalila eno veliko breme. Seveda, vsi trije konji, Smeva, Sagajevi, praktično, rekli ste, da so vsi trije bili vzgojeni pri vas, vzrejeni, samo dokaz več, kot je rekel oče, da trdo, dobro delo, dobra organizacija, celotne ekipe, tu ne gre pozabiti, tako kot radi rečemo, naši kolesarji povedo, da je ekipa vendarle tista, ki ustvarja prave rezultate, da je to enkrat poplačilo za ves trud in za vse. Sigurno brez prave ekipe, brez staršev pomoči tega ne bi zmogel, kajti treniramo sigurno največ konj v Sloveniji, trenutno naš Levo trenira 7-8 konj in probamo delati v svojih močnih najboljše, kar je možno. Z bratom so tudi nekaj odnesla izkušenj tudi iz tujine, predvsem brat mi je tu ogromno svetoval glede treninga. To nam nekako uspeva, upamo, da bo še naprej tako. Dame in gospodje, oče Jože sedaj, zmagovalec derbija leta 92 s Turasom. Brat Jože od Janka mlajši z Luther Kingom 2016 in 2020 Janko Sagaj z Mowglijem. To velja za pravi posnetek, da stopite tudi vsi skupaj in naredite vsa oziroma tekmovalnih termin. Ja, to se piše banale in zgodovino. Deležni so seveda tudi Jankovi otroci, Nina in pa Luka, ki podoživljajo vse to. Lovro Velec za Mowglija, čudovito ime so izbrali za potomca El Ninja in Marišče Vite. Tu je ostala ekipa. Glasine so serene trikrat in Mowgli z Jankom Sagajem prihaja na hipodromsko stezo. Za vaš aplavz, za vašo nagrado. Drugo uvrščena Ana in Marko Pavlo Kamardero. Še enkrat konkurenci Pavlu. Vse tri boste nagradili aplavzom.